Glede lanske sezone mislim, da na koncu, ko potegnemo črto, realno gledano, smo lahko zadovoljni, zasedli smo to drugo mesto, kar je bila po mojem mnenju neka realnost, glede na to, da je v tej ligi igral tudi Koper, ko vemo kako izgleda z vseh vidikov klub. Tako da je bilo tu nekje naše mesto. Smo si pa sigurno želeli ogroziti to Koprovo mesto, smo hoteli biti v borbi za prvo mesto do konca, kar nam ni uspelo, smo pač izpadli tam iz resne borbe malo pred koncem že. Smo bili tudi razočarani, ampak še enkrat, če na koncu potegnemo črto, je bilo vse skupaj dosti v redu. Priprave začnemo danes, 10. julija. Kar se tiče trenerskega štaba, ostaja enak, kot je bil lani na koncu sezone. Miha Rustja mi je pomagal že od začetka sezone, potem se je pa lani sredi sezone še Uroš Rutar pridružil, tako da zdaj ta trojka nekako špila v redu, odnosi so super, komunikacija super, tako da odlično. Moram pa zraven omeniti sigurno še Štefana Gerbeca, ki je pa tukaj neka podpora z vseh, sicer se v strokovnost ne vtika, ampak je z vseh drugih vidikov zelo pomemben člen. Ja, v planu imamo v tem pripravljalnem obdobju odigrati 5 prijateljskih tekem, potem pa še tista generalka pred sezono, ki pride, je pa v bistvu 3 dni pred sezono v sredo. Pred prvo prvenstveno tekmo imamo tudi to pokalno tekmo, kjer nam je sigurno cilj zmagati, da se prebijamo naprej. In da mogoče ta tekma je proti nasprotniku z 3. lige, Vzhod, šampion Celje. In nam je cilj tukaj to oviro preskočiti naprej in mogoče v nadaljnjem tekmovanju upati, da pride na Brajdo kakšen renomiran nasprotnik. Kar se tiče naslednje sezone, taka je pred nami, na katero se pripravljamo, se obetajo spremembe v sistemu tekmovanja, kar bo sigurno vplivalo na to, kako bo liga izgledala, na kvaliteto lige. V prejšnji sezoni so bile 4 tretje lige, se pravi razdeljeno na vzhod, zahod, center pa sever. Zdaj bosta samo vzhod pa zahod, tako da izmed teh ekip, ki so lani sestavljale 3. ligo, jih je kar precej izpadlo in bomo imeli zdaj 2 ligi po 14 klubov. Tako da sigurno bolj zahtevna liga, bolj izenačena in mi pa ostajajo naši cilji enaki, sigurno, da se borimo za vrh. V taki smeri tečejo tudi priprave, se pravi, uspelo nam je zadržati večino igralcev, nekaj odhodov je sicer bilo, ampak smo pripravili tudi že 2 okrepitvi, imamo namen še s parimi igralci se okrepiti. Tako da računamo, da bomo sestavili ekipo, ki bo konkurenčna za vrh te lige, da se bomo lahko borili z ostalimi, ki bojo imeli ekipe za vrh in bomo videli, a nam bo uspelo biti prvi ali ne, to se ne ve nikoli. Mislim pa, da bomo imeli lepe možnosti. Ja, ekipo sta po prejšnji sezoni zapustila Matevž Bova, vratar, ki se je vrnil domov, pa Daniel Šturm, ki se je vrnil s posoje nazaj v Kjaso, kjer tudi igra, oziroma je član kluba. Kar se tiče prihodov, novega vratarja smo že dobili, Mateja Mavriča, ki je do zdaj branil za Brda v drugi ligi, pa Grego Debenjaka, to je pa napadalec, ki je igral na zadnji sicer umirno, ampak prej večino v Brdih, pa v mladinski šoli Gorice. Tako da to so 2 super okrepitvi za nas. Nam boste sigurno je dodana vrednost, dodana kvaliteta ekipi in na ta način bomo tudi nadaljevali ta prestopni rok, ki ni še končan. Tako da imamo namen pripeljati sigurno še kakega igralca, da ekipo še okrepimo. No, za konec bi se zahvalil še vsem, ki delajo v klubu, ki so tako ali drugače vključeni, od uprave do trenerjev, igralcev, vseh, ki pri tem pomagajo, še posebej pa navijačem, ki nas spodbujajo res bučno na vseh tekmah, ali je to doma, ali je to v gosteh. Tako da jaz upam, da bomo vsi teli, ki se v tej zgodbi trudimo, ostali skupaj še naprej in tudi v novi sezoni sodelovali tako kot v prejšnji.
Ne smem pa seveda pozabiti tudi na naše sponzorje, ker brez njih pa sigurno to ne bi bilo mogoče.